No evo, takole, ta video ni clickbait, dejansko sem dal odpoved v službi. Jaz sem imel zdaj kar nekaj let redno službo, kamor sem hodil delat 8 ur na dan. In poleg tega sem pa seveda imel še popoldanski espe, pa svoje projekte, pa dogodke sem organiziral. Ampak preden se dotaknemo razloga, zakaj sem dal odpoved, dajmo skočiti malo nazaj. Jaz sem si pri svojih 20 letih zadal, to je 10 let nazaj, da si pri 25 letih kupim svoj prvi tak malo bolj proper športen avto, pri 30 letih pa dam najkasneje odpoved in delam samo še to, kar mene veseli, in delam samo še zase. Zdaj, pri 25 letih sem si kupil Focusa RS-a, takrat je bil skoraj nov, imel je 2000 km na števcu, kar mislim, da kar odkljuka ta checkbox za 25. leto. Zdaj sem pa star 30 let in nekako so se stvari tako poklopile, da sem res lahko dal odpoved. Pa to ni kar tako, da bi pač se zdaj jaz odločil čez noč, pa rekel, zdaj pa dam odpoved, pa ne vem, kva bom jutri delal. To pomeni, da sem zadnjih 10 let delal na tem, da sem imel 3, 4 ali pa še celo 5 različnih finančnih prilivov, katere sem gradil, da so bili iz meseca ali pa iz leta v leto večji, ki mi zdaj pač omogočajo, da imam, bom rekel, neko varno zaledje, da se lahko odpovem neki varnosti redne službe. V bistvu glaven razlog za mojo odpoved pa je predvsem čas. Smešen se sliši, ampak nisem več imel cajta hoditi na šiht. Eden od velikih razlogov je tudi Auto-Motor Show. Jaz sem vedel, da bo ta dogodek en ogromen zalogaj, organizacijsko, psihično. Skratka, to je res ena ogromna zadeva, na kateri delamo že leto pa pol. No, moja ideja za to je že usklila 5 let nazaj, 2 leti nazaj smo se začeli pogovarjati, leto pa pol konkretno, zadnje leto pa delamo vsak dan na polno na tem, zato da boste lahko potem vi videli ta dogodek v 2 dneh, tale vikend. In jaz sem začutil, da je zdaj čas, da naredim ta preskok, ki je sicer scary, ker ne veš, a bo šlo dobro, a bo šlo slabo, ali boš preživel naslednje 3, 4, 5, 6 mesecev. Ampak ne vem, jaz verjamem v to, da če dobro delaš, pa dobro delaš za ljudi, da se ti to tudi enkrat povrne. Tako da ja, to je zame ogromen riziko. Seveda, tako kot sem rekel, imam sicer še druge prihodke, ampak moja želja na dolgi rok je res, bom rekel, delati največje možne evente v Sloveniji in od tega tudi živeti. Seveda pa se moram na tej točki zahvaliti tudi vsem vam za support, vsem vam, ki pridete na take dogodke in mogoče se ne zavedate, ampak ko vi kupite vstopnico za na tak dogodek, podprete organizatorje, podprete celo avtomobilistično industrijo, vse entuziaste, klube, skratka, že samo z nakupom vstopnice pripomorete k temu, da v bistvu ta avtomoto scena na Sloveniji živi in raste, kar se mi zdi, da zdaj v temu trendu elektrifikacije in, kaj pa vem, nekih smernic, ki vsaj meni ne vzbudijo nič v srcu ali pa v moji duši, kar se tiče avtomobilizma. In se mi zdi pomembno, da mi entuziasti, bom rekel, res te ikonične avtomobile, motorje in dogodke držimo po koncu. Druga stvar tega videa, ki je pa verjetno bila tudi po thumbnailu, je pa ta, da se selim. Tako da kar veliko prelomnic v tem videu, pa ta trenutek v mojem lifeu, ampak to bomo videli več na to temo v drugi polovici tega videa. Zdaj pa kar skočimo na gospodarca, pa vam razkažem malo okrog, kva vse boste lahko videli ta vikend na Auto-Motor Showu v Ljubljani. Evo pa dajmo si zdaj kar pogledati vse, kar morate vedeti od Auto-Motor Showa. Pojmo kar naprej. Tlele takoj na začetku bojo v bistvu blagajne, tako da vsi tisti, ki še nimate karte, jo boste kupili tukaj. Vhod je skrajno levo in to je tudi edini vhod pa izhod. Če pa kupuješ karto online, pa lahko s kodo ROK15 dobiš še 15% off. Trenutno je sicer še zaklenjen, tako da se nič vrata ne odprejo. Tlele bo v bistvu vhod, potem boste pa zavili desno noter in vas že čaka prva dvorana, dvorana B. In tam boste videli v bistvu precej, oziroma vse od motociklizma,
pa ogromen RC park, bo kar 400 kvadratov velik, imel boš 4 proge in tam boš lahko vozil avtočke na daljinca, ogromen Hot Wheelsov bo tam, tako da jih boš lahko tudi menjal, kupoval in tako naprej. Tako da bo ta prva dvorana tudi ena taka zelo fajn poslastica za otroke oziroma mlajše, pa tudi tiste malo mlajše po srcu. Evo, gremo zdaj kar klele okrog, pa da vidimo, kva se bo še noter dogajalo. Evo, pa smo noter na Gospodarcu, Madonna se počutim, kaj ena vodička, a veš, zuno marelo. V glavnem, klele je ta hala B, ki sem rekel, da imaš noter vse od motorjev, pa avtočke na daljinca, pa tako naprej. In potem tudi, ko prideš čez to halo, prideš tukaj ven, čez tale izhod. Tukajle te pa čaka ena taka ogromna ploščad, tlele za mano boš imel precej ponudbe hrane, burgerje, ne vem, vrepe, tudi tukaj noter imaš kaval, orang restauracijo v spodnji v kleti, tako da lačni sigurno ne boste. Pa gremo kar naprej, tukaj se bo v zuni največ dogajalo, tako da vsa tale ploščad, ki jo vidite kle, bo v bistvu namenjena progi, to bo tudi seveda zagrajen, ampak tukaj gor bojo vozili prav s pravimi dirkalniki, ki jih najdemo na pistah, furali bojo pa valjda profesionalni vozniki, ampak kar je pa najboljš, da si v te lahko kupili karto in se v te lahko tudi vi peljali zraven na sovoznikovem sedežu. Poleg tega, da se v te pa lahko vozili zraven, boš pa lahko tukaj tudi rental gokarde, pa pitbajke, tako da bo za vsakega nekaj. Enkrat dnevno, mislim, da je po programu v 1:30, ne me zdajle za besedo držati, malo spremljite naše socialne medije, pa kakšen program pogledajte na vhodu, bo pa tudi stunt show, kjer pa pride prav en od monstra, stunt rider in bo izvajal vse možne vragolije klele z motorjem. No, pol za tem dirkališčem je pa tale cela hala C. In v bistvu tale zgornja polovica hale C je namenjena tekmovanju v avtoakustiki, tale spodnja polovica je pa bolj namenjena lastniškim vozilom, oziroma tudi par klubov se tukaj predstav. Skratka, ogromenih hudih avtov boš najdel že tukaj noter. Vhod v tole halo je pa zunaj strani, čez halo A, gremo pa kar zdajle pogledati. Evo, tlele se sprehodimo in tele prima fontance, vmes, kot sem že rekel, tlele bo en kup ponudbe za jesti, tako da se malo krepčate. Zdaj pa se sprehodimo še do tele ploščadi in pa do ta glavnih dveh hal. Tukaj noter se bojo pa skrivale ta glavne atrakcije. Tale cela ploščad bo pa v bistvu polna lastniških avtomobilov, tako da boš imel že v zunaj en tak proper car show. No, pol pa pridemo do tele glavne hale, ki je pa hala A. Tukaj boš pa v bistvu imel vse na temo avtomobilizma, se pravi car wrapping, orodje, dele za avtomobile in tako naprej. Potem čisto ta zadnji hali dol boš pa najdel res premium selekcijo našega šova. Tako da kar nekaj avtov bo skrivnost, lahko vam pa povem, da boš noter najdel vse od rally dirkalnih legend, se pravi Lancia Delta Integrale HF, do, ne vem, filmskih legend oziroma tudi dirkalnih, tako kaj Ford GT40, veliko vas ta avto tudi pozna z filma Ford vs Ferrari, noter bo Shelby GT500 Eleanor, Lamborghini, Ferrari, Porsche, se pravi vse GT2 RS, GT3 RS, GT4 RS, ne vem, dirkalni Lamborghini, mislim, sploh ne vem, kva po vse razlago, te robe bo res noro, za vse električne navdušence pa se bo tukaj noter skrivil tudi Tesla Cybertruck. Evo, toliko na hiter, da vam malo urišem tale dogajanje, zdajle jaz šibam naprej, ker moram domov, čaka me še kar precej dela do konca tedna. Tako da mi se vidimo v soboto zjutraj, pa seveda tudi v nedeljo, tukaj na Gospodarskem razstavišču. Nič, vi pa kar nadaljujte z ogledom tegale vloga, ker ga še ni konc. Evo, klele pod streho stojim zato, ker gre dež, ampak zdaj pa pridemo v bistvu do tega dela, da vam razložim še, za kva se selim. Trenutno sem še vedno v okolici Domžal, kjer živim v stanovanju in plačujem najem. Zdaj, ta najem se je v mojem primeru kar drastično podražil in se mi pač ne splača več dajati čez jurja na mesec stroški za nek 60 kvadratni stanovanje. Kaj pa vem, no, meni to enostavno ni več vreden. Tako da tole za mano, kaj pa že vidiš, pa nastaja moj nov dom. Odločil sem se, da v bistvu to zadevo postavim kar pri fotru. On ima tukaj na Gorenjskem eno tako malo večjo posest, pa pač, da ne plačujem več najemnine, ampak raje mesečno
dam nekam, kjer je moje za zmeraj. Plus to, da imam tukaj prostor za vse moje garaže in vse moje želje, ki jih pač hočem. Ampak še preden vam pa pokažem trenutno stanje mojega novega doma, pa dajmo pogledati, kako se je vse skupaj začelo. Tole, kar zdaj vidiš, je bila prej kopalnica za goste, pa poleg tega še soba, ampak zdaj pa treba v bistvu vse to razšraubati pa podreti, zato ker bomo ta prostor še povečali. Tako da tukaj z Alešem že razšraubujeva zadeve narazen, pa v bistvu iz 2 sob delava eno veliko. Ega, čist je prbu. Je pa fajn, kaj je lesena bajta, tako da se v bistvu vse odšrauba pa odbije. Evo, takole smo steno dali narazen, izolacijo dol, ufleksali šraube preč. Poj je bila pa že na vrst kuhna, tlele je bila v bistvu taka velika soba za goste s kuhno. Evo, kle sem pa že odlomil nogo na mis. Kaj pa s to dolgo? Ja, zlomil se je že prej. Omar je vreh miza. Kuhno je bilo treba valjda tudi narazen potegniti in evo, tudi kle smo zlomili nogo. Pa tali grizen se je ven pretekl. Pol je bil pa cajt za najbolj satisfying part in to je, da vzameš kladu pa razgonaš vse v prav faktorje. Zdaj pa po načrtu moram še od tole steno luknjo narediti za ene vrata, tako kot so tle. Zdaj pa treba vse tele šraubke ven, vmes je izolacija, pa še na ta drug stran. Najbolj, da se kar lotimo, pa prebijemo klele luknjo. Naslednji korak, tale kompletna stena more ven, ker se bo v bistvu tukaj tale prostor še povečal, tako da najprej začnemo odpirati od znotraj, pa še od zunaj. Jaz ne vem zate, ampak meni tele stvari res fajn narazen tolčiti. Škoda delati je pa dober. A kar čez. O, bumbarja. Madonna, tele stene ni kar tako hiter konc, tako da evo, vzamemo še zunanji sloj dol, oken ven. Zdaj pa že stojimo v tem novem modelu, oziroma v tem prizidku. Nisem bil sicer zraven, ko so tole postavljali, tako da ti stisnem klele zdaj par slik, da boš videl, kako je to izgledalo. Zdaj, ko smo pa tole postavili, smo pa v bistvu pogruntali, da tele stene kle v zadnji ne rabimo več, zato ker je v bistvu ta pač čist dost, bom rekel, debela pa nosilna, sam pač prej smo mislili, da bomo v bistvu tole ta staro odpustili, da pač ne treba te, ampak smo zdaj kar to naredili, da je taka, bom rekel, cela samo nosilna konstrukcija, tako da moram zdaj še to ven vršiti, preden začnemo s knaufi pa to zapirati. Je pa zopran, da nisem to prej naredil, zato ker je tlele treba tole ven pošraubati, ampak bom zdaj v bistvu z te strani najprej odprl, pa podaril v bistvu z te strani sem not. Pospravljena, takole zdaj izgleda konstrukcija, tako da klepa zdaj pride knauf gor. Mene sicer tole res všeč, tako da ne vem še, jaz sem to na en stran pustil odprt,
ali ne, ampak načeloma ne bi tukaj vmes prišla izolacija, pa knauf čez. Tako da evo, to je to za danes. Drugi teden se pa že začne voda, štrom, pa tako naprej. Zamislil sem si še par oken, tako da malo bolj svetlo noter, tako da smo se še tega lotili. Boj bil pa že čas, da se položi talno gretje in pa zalije z estrihom. Situacija pa trenutno zgleda takole. Klele je v bistvu kukar neka predsoba. Kaj je ti, frajer? Pojdi greva dnevno pogledat. V glavnem, klele je ena taka veža in prideš noter v ta glaven prostor. Tukaj prideš še takole stena, klele bo moja ta nova pisarna. Tukaj pride moja dnevna soba, tako da en takle kavč pride sem. Tole pa v bistvu pogled na teraso, sam zdaj imamo zaprt, ker smo še estrih delali, zato da pač niso teli norci not hodili, pa ta cala, ne? Kaj? Ja, seveda. Pogremo pa klele iz dnevne v kuhno. Tole je pa moj najljubši oken. To v bistvu bo samo oken, ker nočem, da so to vrata, ki nam kle ven hodu, ampak najbolj mi pa všeč to, da vidim na svojo garažo. Tako da tam noter so tudi moje igrače parkirane pol. Ta garaža je sicer tudi začasna, ampak zaenkrat tako, da vam lahko malo motorje pa šelbija not pospravljene, da je vse na suhem, pa da ga noben sosed našlata pa ne odkriva, je tole kar super plec. Tlele pride kuhna in klele sem si tudi zaželil takle oken, tako da ko sem v kuhni, da je tudi dosti naravne svetlobe, pa da človek tudi malo ven vid. Klele pride še ena stena in tole je v bistvu moja spalnica, klele pride noter vgradna omara, postelja bo tukaj, pa seveda tale stena pride še čist zaprta, noter pride še izolacija. Nisem se pa še zmer ne odločil, a bom pustil, rekel, en del te stene kaj vidne, ali bi kar vse skupaj s knaufom zaprl. Tlele bo vhod v mojo kopalnico, ta del je trenutno še zaprt, zato da pač ni prepiha čez bajto, to je pa v bistvu vhod v fotrov del, kaj grem pa lahko hnemo gor na obisk. To je pa v bistvu kopalnica, se pravi, ta del je zaprt, tukaj boš prišel noter, WC, tuš, umivalnik. Nič posebenega. Trenutno sem v fazi, ko je estrih narejen, talno gretje je tudi že v tleh in pa večino štroma je že razparceliranega. Tako da zdaj sem tudi že okna naročil, vrata in tako naprej. Drug teden moram iti zbrati ploščice za po tleh, ker sem se odločil, da hočem imeti kamen, pa ne parketa. Pa počasi tudi začnemo s knaufom pa tako naprej, tako da jaz res upam, zdaj smo začetek maja, da bi se pa nekje v juliju vložil vse klele noter. Imam pa tudi željo, da ko bom klele ven na to teraso stopil, tukaj bomo seveda naredili še podest, tako da so šlo klele pod streho usedel zjutraj na kavo, pa bi pa rad tako, veš, s kamnov naredil tak prehod, tukaj nekje pa eno ognjišče, to imam ful rad, pa par stolčkov okrog, tako da lahko tle s frendi malo pohengamo. Tistole lopo je bila pa prej za ovce, bomo pa podarili, oziroma pač, če bomo rabili, naredili na nov, ker tale malo je grda. No. Na to steno bom pa v bistvu dal fasado tako narejeno iz desk, zato ker hočem, da je tudi, rekel, tako kaj hiša. Ker tudi hočem, da zgleda itak kot celota s hišo, ampak tudi ful mi je všeč ta alpski, gorski stil, da je, bom rekel, bolj les, kamen, pa tako naprej. Evo, toliko za ta vlog, toliko je trenutno bajte narejene, ti mi pa napiši v komentar, a bi rad videl še nadaljevanje tega nastanka mojega novega doma. Mi se pa vidimo ta vikend na Automotor Showu na Gospodarcu v Ljubljani. Ajde, čau!